Četrta multikultinarika, ki je s kulinariko podrla meje med narodi, nam je znova postregla s pisano paleto najrazličnejših okusov z domačega in sosedovega dvorišča. Sezona jurčko je lisič gob, se pravi smo naredili kosobrino v lonc, jurčke, lisičke pa krompir. Imamo pito s gozdnimi sadeži, sveži gozdni sadeži, pehtine piškote, s hrušk, to je to. Pa malo domačega sira in od toga, če lahko reklamo naredim, rešetovo zasko, pa rešetovo klobaso. Katera pijača sodi zraven vseh teh dobrot? Katera pijača? Vsaka. Od vina, piva. Po želji, čisto po želji. Etnološka prireditev s poudarkom na kulinariki je odlična priložnost tudi za male gostinske ponudnike. Mi v Kranjski Gori že v okviru Jej lokalno, okušaj globalno smo letos pripravili 3 kulinarične dogodke in zato smo se z veseljem odzvali tudi tega na Jesenicah. Zdi se nam v redu, da se na lokalnem nivoju na Gorenjskem združujemo, da predstavljamo kulinariko. Mi smo si pa izbrali zelišča, zaradi tega, ker jih je v Zgornjesavski dolini zelo veliko, to je vedela že Pehta in jih nabirala in zelišči se lahko tudi zdravimo, tako da smo naredili zelišč več različnih jedi. Ajdovo kašo poznamo, domači jogurt, zelišči tete Pehte pa nekaj posebnega, nam lahko kaj več poveste? Ja, v ta domači navadni jogurt smo dali malo medu, da je malo sladek, pa potem še pehtran in pa meto in je zelo tako osvežilno zdaj za te vroče poletne dni. Bosanska kuhinja brez baklave ne obstaja. Potem so tu razne pite, se pravi s sirom pita, pita zeljanica, pita krompiruša, masiračnica, se pravi z bučkem masirača, ne? Potem naš tradicionalni burek z mesom, imamo tukaj hurmašice, ružice in tradicionalna lutuma. No, to bi bilo danes nekaj takega na naši stojnici. Kako zahtevno je pripraviti vse te jedi oziroma koliko ljubezni je potrebno vložiti, da nastanejo te dobrote? Ja, veliko ljubezni, drugače veliko. Na dogodku se je prvič predstavilo tudi srbsko kulturno društvo Vuk Karadžić iz Radovljice. Specifično kulturo in običaje predstavlja tudi tradicionalna noša iz centralne Srbije. Centralna Srbija, ja, tole je moška noša, pa imamo še žensko nošo, je šumadija, imamo še razne rekvizite, tukaj imamo volno, ki se od nje pletejo copati, včasih so to namesto tepihov uporabljali, tole je čutura, brez nje se naša poroka srpska ne predstavlja. Na naši stojnici predstavljamo srbsko kuhinjo, predstavljamo se z uštivci. To je pač kvašeno testo, katerega se da v vroče olje. Imate krompirjevo pito, rečemo krompiruša, čupavci, kifeljčki z džemom, gibanica slana. Imamo kifeljčke polnjene z džemom oziroma puste, prazne. Imate leno pito, oblati, domače napolitanke, projice, zopet ena vrsta uštivcev. Mešano, miks z domačim ajvarjem. Tudi sadja in zelenjave, ki ga zaradi prehitrega tempa življenja ne zaužijemo zadosti, na prireditvi ni manjkalo. Prehiter tempo življenja nam nekako ne dopušča tistega tako imenovanega slow food prehranjevanja. Zato so recimo smuti ena izmed možnosti, kjer lahko vsak posameznik skupaj v parih minutah združi čisto vse sestavine, ki jih seveda telo rabi za naporni delovnik. Po napornem delovniku se vam bo mogoče bolj prilegel čaj, kakor kava. Pri čaju je pomembno, da uživamo, da pozabimo, ne vem, ni to na hitro, da naredimo čaj, da popijemo kao kava, ne vem, ekspresno kava. Za čaj moramo, ne vem, da se sprostimo, da uživamo, da, ne vem, kot vzamemo tu šolčku, da taj vonj gre kroz nos, gore v centar za občutek, potem na jezik, da nas čuti vse te okuse, potem kroz, ne vem, kroz stomak, da sve to čutimo. Mislim, človek rabi, da se sprosti, da uživa, ne vem, pol urce, da pozabi na probleme v celom svetu, da uživa v enoj dobroj šalčki čaja. Kava, čaj, smuti, burek, baklava, žganci ali ajdova kaša, po želji.